Začelo se je pred mnogo leti med mojim učenjem španščine. V eni od ljubljanskih knjižnic sem naletel na zbirko kratke proze Urugvajca Marija Benedetija. Nekaj zgodb iz zbirke me je nadvse presenetilo in prevzelo. Tako nenavadne so bile. Urugvajsko kratko prozo sem začel redno prebirati jeseni leta 2010, takoj po moji udeležbi na prevajalski delavnici v Izoli. Zgodbe sem večinoma našel na spletu. Prva leta sem prevajal pretežno mlajše avtorice in avtorje, tudi manj uveljavljene. Urugvajska kratka proza je zelo raznolika. Kmalu začutiš, da je nastala na drugem koncu sveta v drugačni kulturi. In ta drugačnost privlači. Urugvajci na splošno vedo precej več o Evropi, kot pa mi o Južni Ameriki. Tudi zato, ker imajo številni Urugvajci davne prednike ali celo živeče sorodnike na stari celini. Urugvajski avtor ali avtorica, ki se želi uveljaviti na literarni sceni, ne cenzurira samega sebe v tolikšni meri, kot se to dogaja v Sloveniji. Slovenci smo manj sproščeni. Večino prebivalcev Južne in Centralne Amerike povezuje tudi skupen španski jezik, zato potekajo kulturne in ostale izmenjave precej gladko, kar je dobro zdravilo proti provincialnosti. Španščina in portugalščina sta jezika nekdanjih imperijev, angleščina, ki povezuje nas, Evropejce, pa je jezik sedanjega imperija, Združenih držav Amerike. Neprestan vpliv ZDA nas pogosto ovira, da bi si samostojno zastavljali vprašanja in našli izvirne odgovore nanje. Zgodba Horacija Quiroga Klanje kokoši je zelo tragična, s šokantnim zaključkom. Pripoveduje o nesreči mladega para, katerega otroci postanejo eden za drugim žrtve zahrbtne bolezni, ki jih spremeni v prave male pošasti, prizadete tako telesno kot duševno. Ti otroci nazadnje umorijo njunega edinega zdravega otroka. Juan José Morosoli v zgodbi Osamljenost obravnava temi samote in skrajne revščine. Starcu je ostal le še konj, da ne bi stradal, proda konja za hrano zverem iz potujočega cirkusa. Pred svojo odločitvijo je zelo razdvojen, saj mu je konj edini prijatelj in smisel. Dobljeni denar kmalu zapravi za nekaj priboljškov in pijačo, kar pa ne prežene zavesti, da bo odslej še veliko bolj sam, prav do svoje smrti. Zgodbe, ki sledijo prvima dvema, vseh je 23, nikakor niso vse tako težke in žalostne. Ker je avtorjev in avtoric toliko, bi težko vsakega posebej predstavil. Vsi so na kratko predstavljeni na koncu knjige. Kar nekaj je tako imenovanih kanoniziranih, brez katerih nobena resna antologija ne bi smela biti. Vključeni so tudi avtorji, ki so se v Urugvaj priselili iz tujine, in pa takšni, ki že leta dolgo živijo na tujem. V živo sem doslej spoznal le dva v antologijo vključena avtorja, to sta Kanopa in Dobrinin.